pač rekli ste, da je v bistvu, glede na to, da pač razdeljeno imajo geografsko, ne res, pač da je tam praktično monopolist, ampak v bistvu velja, da je sam zamenjava, pač malo ne bi bil sproščen trg, da zamenjave ne bi bile problem. A sklepate, da se tu ne bo dobilo, ali so stroški zamenjave pač preveliki? Mislim, ne tudi direktno plačam, ampak se moraš potruditi pač vse to narediti. Znamete, da ne bi pač ljudje drugače. Je težka težko je, da bi odjemalci tako penalizirali signifikantno elektrodistributerja, zato ker res obstaja majhna verjetnost, da bi se šli ukvarjati s tem, da prestopijo nekam drugam. Da v bistvu odpovejo eno pogodbo, nastavijo novo pogodbo, ker na koncu koncev njih to stane mogoče jih manj stane to plačevati, kolikor je čez ves ta problem. In ravno temu je hakelc njihove goljufije z Elektro Maribora. Posamezniku se ne pozna tako veliko, ne, vsem se pa pozna ogromno. In zato je ta njihova kalkulacija zelo poslovno prefrigana, ker vejo, da masivno s tem stranke ne bojo izgubili. Zdaj v ekonomiji bi rekli, da je povpraševanje po elektrostoritvah relativno cenovno neelastično, spravi lahko zelo privijajo cene, pa jih ne bojo zapustili odjemalci. Podobno je kot pri benzinu, kjer je pa en državni monopolist. Spravi, tukaj je ta možnost penalizacije zelo majhna, zato je zelo verjetno, da z takimi kršitvami zakona in zadržijo trg in povečajo svoje poslovne prihodke. No, klej dejstvo, da je treba upozoriti predvsem na eno stvar, ne? Da potrošnik seveda ne bo odpovedal pogodbe, vkolikor ne ve, da seveda to pravico ima. Zato sem prej upozoril na dejstvo, da njihovo obvestilo ni skladno z uredbo vlade in zakonom, kajti dejstvo je, da je tam jasno zapisano, kot sem prej, to bom zdaj kar citiral v tem 46. členu, pravi, potrošnik mora biti pravočasno obveščen o kakršnikoli nameravani spremembi pogodbenih pogojev in hkrati s prejemom tega obvestila tudi obveščen o pravici do odpovedi pogodbe. In dobavitelj mora potrošnika neposredno in pravočasno obvestiti o vsakršnem povečanju cene ali stroška električne energije najkasneje 30 dni pred tem, ko povečanje začne veljati, potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe, če ne sprejme pogojev, ki mu jih je pač postavil. Torej, vkolikor bi v tem obvestilu, ki so ga oni dali, in bi izpolnili še drug pogoj, torej, da to obvestilo mora biti poslano vsem odjemalcem neposredno po pošti, to določa, bi seveda mogoče kdo odpovedal pogodbo in se odločil za zamenjavo distributerja. Na ta način, kot so pa seveda oni storili, torej objavili samo obvestilo brez pouka o tej pravici, ki bi jo morali imeti, ne, pa ni za pričakovati, da bi kdorkoli odpovedal pogodbo, ker pač tega tudi ne ve. Zato pa seveda uredba prav to za varstvo potrošnikov določa, da mora biti vedno tudi obveščen o tem, da lahko odstopi od pogodbe. Gre pa to za kateri zakon? Tukaj gre za uredbo vlade in splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, objavljen v uradnem listu 126/2007. Na tej podlagi so sprejeti tudi splošni pogoji Elektra Maribor, ki so bili objavljeni tudi seveda na spletni strani in so bili sprejeti 21.7.2009. Kakšno vprašanje mogoče? Časa boste zdaj še počakali na reakcijo UVK-ja pa tržne inšpekcije? Koliko časa? Počakali bomo največ do 3. januarja, ko ne bi ta sprememba stopila v veljavo. Do takrat pač pričakujemo, da bo tako tržni inšpektorat kot urad za varstvo konkurence odreagiral in preprečil takšno podražitev oziroma obračunavanje take storitve, ki ni skladna s splošnimi pogoji. Še da se lahko v 10 dneh ugovarja na to spremembo. Oni, ki so kdaj bo poslanstvo, kdaj so bili obveščeni? Oni niso obvestili nikogar, to splošno obvestilo je bilo samo na njihovi spletni strani objavljeno. To ni regularna pot. Veste, kdaj je bilo objavljeno to obvestilo? 30.11.2010.
Se pravi, recimo v roku teh 10 dni bi se lahko odjemalec pritožil, če s dostopom in v tem času Ne, na bi to, lahko tudi odpovedal ja, pogodbo. pritožil bi se zgolj v primeru, čeprav razumem, da Elektro Maribor pošlje nekemu odjemalcu obvestilo o spremembah v pogodbi in mu hkrati ponudi možnost, da to pogodbo razdre. Oni tega niso naredili, oni so zgolj objavili izjavo za javnost, da se to bo zgodilo na določeni dan. Zdaj, niso ubrali zakonske poti, ki izhaja iz te uredbe Vlade Republike Slovenije. Pa me zanima, da teh 10 dni je v bistvu že minil, Ni. če bi šli oni po uradni poti, da Ni. se to prekine. Ni, zaradi tega, ker niso šli po uradni poti. Niso Mariborčanu, ki živi na Ljubljanski cesti, poslali, da se bistveno spreminjajo pogoji poslovanja in mu poslali še možnost odstopa od pogodbe. Sprav, ni se to zgodilo. Tudi če bi vzeli, da to izpolnjuje te pogoje, pa če šel že ta rok za pritožbo mimo. Ja, ampak to se ni zgodilo. Pa tudi, če bi bilo tako, je pogodba v osnovi še vedno fraudulentna, ker se sklicujejo na svoje splošne pogoje, v katere te možnosti nimajo. Pa dejstvo je, da ne upravljajo finančne dejavnosti, tako kot trdijo, in zaradi tega ne morejo voditi računa. Vse obveznost je distributerja, ne potrošnika. Ne? Ja. Vežejo splošni pogoji in uredba seveda veže distributerja, da najmanj 30 dni pred nameravano spremembo obvesti potrošnika o tem, da bo spremenil ceno, kamor spada tudi strošek obračuna normalno, in da seveda obvesti potrošnika, da ima zaradi tega, ker on spreminja pogoje, pod katerimi je on takrat sklenil pogodbo, zaradi te spremembe, da lahko odstopi od pogodbe in zamenja dobavitelja. To je pač v tem 46. členu, ki sem vam prej citiral, ima še nadaljevanje, ne, in pravi, dobavitelj mora potrošnika obvestiti, da lahko potrošnik oblasti dobavitelja za urejanje za spremembe in tako naprej, distributerja, vkolikor te spremembe on ne akceptira. Ne. To je bistvo. Ne. Če tega ne akceptira, lahko zamenja. Ampak tukaj ni zdaj, bi rekel, bistvo samo to, da niso bili obveščeni in da obvestilo ni skladno z zakonom, da bi oni lahko odstopili. Bistvo je, da te pravice zaračunavanja stroškov sploh nimajo in ves čas, vkolikor bi prišlo do tega zaračunavanja, tako kot je prišlo takrat v tisti prejšnji akciji, vkolikor bi tega prišlo, bi lahko potrošniki zahtevali, da se jim to povrne. Kajti dejansko podlage v pogodbi, ki so jo z njimi sklenili in v splošnih pogojih, ni, da bi obračunavali ta strošek. In če bi mi, kot je Rado na začetku rekel, oziroma društvo, pač spregledalo to obvestilo oziroma ne bi odreagiralo na poziv od potrošnikov oziroma odjemalcev, bi lahko prišli v situacijo, kot je rekel, bi pač to 2 leti trajalo ali pa 3, pa bi se zopet ukvarjali s tem, da potrošniki pač oziroma odjemalci dajo pooblastila in zahtevamo vrnitev tega, ker so neupravičeno zračunali, za obrestmi zopet nazaj. Ampak, da do tega zopet ne pride, ker je pač po moji oceni, kot je rekel Rado, ima sicer bolj hude besede, jaz rečem, da je to predrznost, ki nima pač neke mere več, da nekdo, ki je že enkrat ravnal nasprotju, vrnil znesek, bil sankcioniran s tem, UVK ga je sankcioniral z kaznijo, ponovno poskuša na nek nepraven način, seveda nezakonit način pridobiti neko korist. In če gledate to obvestilo, je že samega besedila jasno, da ne navajajo na podlagi katerega člena njihovih splošnih pogojev obračunavajo to, ampak sem napiše, obveščamo vas, da bomo v skladu s splošnimi pogoji Elektro Maribor d.d. za sklepanje pogodb in prodaji, da citirajo, pač uvedli še ta strošek. Ker seveda, vkolikor grejo z lupo pogledati še enkrat vse splošne pogoje in jih prečitati, tega določila, ki jim daje to pravico, ne bodo našli. Našli bodo v 14. členu samo to možnost, kot sem rekel, da lahko zadnji odstavek 14. člena pravi, da lahko obračunajo samo na zahtevo odjemalca, vkolikor morajo opraviti še poseben obračun, ker ga on pač zahteva zaradi lastne kontrole ali zaradi česarkoli drugega. Saj sem rekel, to je tako čist, da ponazorim, prijete v Mercator na blagajno, poleg tistega, kar ste kupili, vam še udarijo strošek, izdajo računa še 1 evro zraven, ali pa v čistilnico, ali pa kamorkoli.
To bi bilo nemogoče. Ne? In v tak način sprejet, ne, bi lahko pomenilo, da bi se vsi, ki se s tem ukvarjajo, pač dali še zraven strošek. Saj tudi Mercator ima strošek, ker ima blagajno, pa ima tam trgovko, ki vam to na koncu obračuna. Ne? Seveda. In vsi imajo strošek s tem, da izdajo račun, tudi konc koncev jaz imam strošek, ko izdajam račun, ampak seveda je to v ceni moje storitve. In je to nedopustno, da bi si nekdo lahko vzel pravico, da temu pribija, ampak kot sem rekel, ne, najlažje je pribiti pač neki minimalni znesek, ima 189.000 odjemalcev, v Sloveniji je preko 900.000 v gospodinstvih in normalno vsi bi sledili te intencije in bi vsi to naredili, ne. In logično, ne, glede na to, da postopek zamenjave distributerja in vse, če bi bili pravilno obveščeni, traja, oni pa so računali, da niti za to možnost ne bodo vedeli, ker to obvestilo ne vsebuje, bi pač šlo tako dalje in bi se zgodilo kot takrat pri tisti, bom rekel, podražitvi, ne, nihče tega ne bi zahteval nazaj in seveda na samo nivoju Elektro Maribor, na leto je to 189.000 evrov skoraj, Lejo ima kle točen podatek, 156.000 evrov, na letni ravni pa 1.877 in toliko evrov in v 5 letih pa če 9 milijonov in toliko. Ne. Če pa zračunate, da je odjemalcev preko 900.000, kot je Rado že povedal, pa lahko dobite sami številko, kaj to pomeni za območje cele Slovenije. Ne. Pa dodajte še, kot pravim, tiste, ki zračunavajo vodo, snago, pa takrat je Probusiol, pa vsi ne pač dajo zraven strošek še, ne, izdaja računa, pa smo, nam je hitro jasno, kje smo. Ne. Kaj pa se je zgodilo takrat s Siono? Ni mi poznano, glede na to, da mislim, da je predno je prišlo do tega, da je Tržni inšpektorat že to pač ustavil, ne, in tudi Urad za varstvo konkurence, tako da do tega niti ni prišlo, ker so se takrat množično vsi odzvali in uprli tej spremembi, ne, ker so pač podpisali pogodbo pod enimi pogoji in niso dovolili seveda, da se te spremenijo. Ok, s tem zaključujem današnjo tiskovno, se vam zahvaljujem. V glavnem, septembra ni bila dobljena vojna, ampak samo bitka. Vojna teče dalje.